Dober večer, Tanja. Dober večer tudi vsem, ki ste prišli. In še enkrat opravičilo za zamudo, kriv je moj mož, ker me ni pripeljal. On je namreč hodil v osnovno šolo Kranj, ne, in je rekel, to je pa tako hitro prišla, no, in ni mu prav. Novinarka, voditeljica Odmevov na nacionalni televiziji, notranja politična komentatorka, imaš bogate uredniške izkušnje na več različnih medijih, poznaš, delala si pri časopisu, pri elektronskih medijih, na radiju, na televiziji. Kaj od naštetega, mogoče sem celo kaj pozabila, ampak kaj od tega naštetega ti je mogoče v vseh teh desetletjih najbližje? Ko pogledaš nazaj na svoje začetke in zdaj to, kar počneš, kaj je tisto, kar ti je res pisano na kožo? Torej tako, jaz sem začela pred davnimi časi, torej pred osamosvojitvijo Slovenije, mislim, da prav v delovno razmerje stopila leta 87, tako da imam res dolgoletne izkušnje. Moja želja mladostna je bila, da bi delala pri časopisu. Ampak, ko sem študirala novinarstvo, smo pravzaprav cel letnik ugotovili, da je ena audicija na takratni TV Ljubljana je bila takrat. In smo cel letnik se odpravili na to audicijo in jaz sem bila sprejeta. In tako se moja želja, da bi delala pri časopisu, ni uresničila. No, sem pač imela tudi to srečo v življenju, da sem potem lahko tudi izpolnila te svoje želje, poskusila tudi druge medije, res veliko različnih časopisov, radio, ne, mislim, radio mi je izredno, medij, ki mi je izredno pri srcu, ne, zaradi svojih zakonitosti in to. Tako da poskusila sem veliko stvari, vsaka stvar je bila po svoje zanimiva, vsaka stvar je bila izziv, je pa dejstvo, no, da že od vsega začetka v bistvu pokrivam notranjo politiko. Tako da to je ta neka osnovna služba, ki jo upravljam, se pravi, jaz nekako analiziram notranje politično dogajanje v Sloveniji. A veste, kako je to težko. Tanja, torej študirala si novinarstvo. Kaj je tisto, kar te je v novinarstvu najbolj pritegnilo in kaj je tisto, kar te v novinarstvo še vedno vleče? Vem, da številni najini kolegi so odšli z novinarstva zaradi različnih razlogov, tudi PR službe so bile zelo mamljive, vabljive v določenem obdobju, mogoče celo zdaj. Seveda, novinarji nismo tako visoko na lestvici zaupanja, kot so na primer gasilci, ne, pa še zanje po zadnjem protestu mogoče ni več tisto, kar je bilo. Torej, kaj je tisto, kar te ves čas vleče? To imaš absolutno prav, ne. Ko sem jaz začela svojo novinarsko pot, je to seveda bilo neprimerljivo s tem, kar je zdaj, ne. Tudi kar se tiče položaja, ugleda, verodostojnosti novinarstva, in to me strašno žalosti. Morda, zagotovo smo krivi tudi novinarji sami, ampak po mojem mnenju še najmanj. Krive so po mojem mnenju pač nosilci politične in gospodarske moči, ki jim pač verodostojno novinarstvo ni blizu oziroma jih moti. In zato so se že začel sploh s pojavom novih družbenih medijev, se je začel nek proces diskreditacije, omalovaževanja novinarstva, obsojanja, da pač ne govorimo resnice, vse z namenom, da bi v bistvu našo besedo utišali, tako to jaz razumem. Kaj pa meni blizu? Jaz sem dnevni novinar. Se pravi, jaz imam rada hitrost, jaz imam rada veliko dinamiko, dogajanje, presenečenja, nimam rada rutine, nekega ponavljanja dogajanja, in to je to, kar me ves čas vleče v to, da ne glede na to, katere mediju sem, ostajam v tem, mi rečemo temu newsu, se pravi v dnevnem informativnem programu. Omenila sem že, da imaš bogate tudi uredniške izkušnje, bila si odgovorna urednica informativnega programa na televiziji Slovenija, pa predno si se vrnila na televizijo, tudi urednica notranje politične redakcije na nacionalnem radiju. Zdaj, omenila si že te centre moči, politične, gospodarske in tako dalje. Kdo je bolj na udaru teh moči, urednik ali voditelj Odmevov? Kako ti to čutiš, kako si čutila? Kdo je tisti, ki je res pod to peto, bom rekla, političnih, gospodarskih centrov moči? To je, v bistvu gre za nek proces.
Ker tudi naša država se spreminja, naša država ne obstaja zelo dolgo, ne, in tudi in politika in ne vem, tisti, ki so pač bolj centri gospodarske, ekonomske moči, so se tudi učili, ne, od bolj izkušenih verjetno ljudi na zahodu, kako se pristopa k medijem. Se pravi, en način je prijaznost, sponzoriranje, vabljenje na dogodke, ne. To je zagotovo tak zelo spolzek teren, zato ker v bistvu skuša na prijazen način pridobiti novinarje in urednike, zato da bi pač pisali v njihov prid, ne. Potem imaš pa tudi zelo grobe metode, tudi to poznamo na RTV-ju, ti veš, ti si tudi RTV-ovka, so pa zelo grobe metode, ki pa segajo do zamenjav urednikov, ukinjanja oddaj. In tukaj mislim, da smo in novinarji in uredniki kar enakovredne tarče teh poskusov pritiskov. Ko govorim o izostrenem občutku za profesionalno novinarstvo, torej in urednik in novinar sta nekako v enakovrednem položaju, kar se tiče te novinarske profesionalnosti. Torej. Mislim, zagotovo, ne, oba zavezuje zelo zahteven etičen kodeks, ne. O čem je v bistvu problem, zdaj, da ne bom preveč zašla pa utrujala, ker to so naše debate, ki jih imamo novinarji med sabo, ne. Problem je, da v bistvu profesionalni novinarji smo zavezani celi vrsti pravil, ne. Mi ne smemo objaviti, zlasti to velja seveda za nacionalno javno RTV, pa tudi za vse druge resne medije, mi ne smemo objaviti govoric, ki niso preverjene. Skratka, informacijo, ki jo mi dobimo, to ni nič, to ni informacija, ne. To je lahko na Facebooku, lahko je na Twitterju, lahko je, ne vem, na nekem portalu. Medij, pravi medij pa mora novico preverjati. Se pravi, ljudje morajo vedeti, sploh v tem času lažnih novic in preobilja novic in povsod nas bombardirajo z novicami, komu lahko verjamejo. In to je ključno, ne. To je za nas ključno in tukaj se mi zdi, da ta pritisk nastaja ravno zato, da tega ne bi bilo. Da bi bili mi prikazani kot ljudje, ki ne govorimo resnice, neverodostojni in lažnivi, ne. Si kdaj nasedla lažni novici? Zdaj, vsi delamo napake, ne, to je treba povedati. Sploh v dnevnem pogonu se stvari dogajajo zelo, zelo hitro in zagotovo napake so bile. To sploh, mislim, trditi, da novinarji ne delamo napak in uredniki bi bilo laž, to ni res. Vendar, napake, ki jih naredimo, jaz se tudi ta hip ne spomnim neke take večje napake, ampak zagotovo se kdaj objavlja kaj, kar se je izkazalo kasneje, da ni čisto bilo točno. Skratka, mi težimo k temu, da prvič moramo preverjati in drugič težimo k temu, da res delamo pošteno. To je naša zaveza, mi nismo tukaj, kot sem že rekla, tračarji na portalih, kjer se pa lahko objavi vse mogoče tudi o nas. Tanja, trenutno si voditeljica Odmevov. To je oddaja, ki je bila novost v medijskem prostoru, ampak leta nazaj. Res je pomenila neko drugačno obliko, nek drugačen način se je lansiral. Ta oddaja je prejela celo kopico nagrad, celo kopico viktorjev, skratka, bila je najbolj pomembna informativna oddaja. Tovrstnih oddaj, na primer v času, ko je nastala, praktično ni bilo. Če se omejim na televizijo, sploh ne. Kako razmišljaš o vlogi Odmevov danes? Ali so Odmevi še tisto, kar so bili? Ja, Odmevi so nastali v nekem drugem času, to je bilo prva oddaja, bila leta 1996. To je res oddaja z zelo dolgo tradicijo. Vodil jo je Mile Vrek. Mile Vrek, ja, moram posebej... In takrat je bil odgovorni urednik informativnega programa Lado Ambrožič. Tako je. Ja, ona dva sta zasnovala to oddajo, Mile Vrek je bil prvi urednik in prvi voditelj in je postavil ta nek okvir, ki je potem to oddajo ponesel tja, kjer je dejansko bila, se pravi, da je govori o dnevnih problemih, se ne izogiba problemov, govori iskreno, sooča različna mnenja in je prva in v tem smislu, spomnim se v prvih letih, ko je oddaja začela dobivati nagrade, ne, so, ne vem, različne vplivne, pa tudi sicer gledalce spraševali v anketah, ne, a gledate Odmeve in so rekli, ja, Odmeve pa moramo, ne, taka oddaja je nastala takrat. Zdaj pa seveda, čas se je spremenil, tudi televizija se je spremenila, tudi forma se je spremenila. Tudi več televizije nastalo. Absolutno, in mi se včasih pravimo, ne, ni toliko naš problem, da mi seveda moramo spremeniti oziroma osvežiti koncept, ampak problem je, da so vse oddaje sledile potem Odmevom, ne, se pravi,
strukturi, soočanju gostov in to. Vse oddaje novih televizij, ki imajo vsaj kakšen element odmevov. Kako odmevi nastajajo? Najbrž prideš v službo ob 6 zvečer, gosti so Zagotovo. dogovorjeni. Prizora narejena, ne. Kako poteka, kdo izbira goste, kako poteka ta proces? To je v bistvu zelo zahteven in naporen proces, ne. Zaradi tega, ker to je dnevno informativna oddaja, ki pa tudi poskuša seči globlje, ne. Če se mi spomnimo, ne vem, ob 5. popoldne, da bi naredili problemski prispevek o težavah v zdravstvu, ga seveda ne moremo narediti do 10. ure. Taka je pač zakonitost medija, potreben je določen čas, potrebne so določene priprave, novinarji morajo pobrati izjave, najti vpletene ljudi in skratka, oddaja treba zasnovati bistveno prej, ne. Seveda urednik, oddaja ima urednika, voditelja in turnusnega urednika, to je ta neko najožje jedro. Teme se določajo na uredniških sestankih, to so jutranji uredniški sestanki, kjer se vidi struktura dneva, kaj bo najpomembnejši dogodek, tam se tudi določi, kateri novinar se bo, na primer imenujejo, ne vem, ministra za notranje zadeve smo danes dobili, ne vem, pokrival bo ta in ta novinar in potem začnemo v ekipi Odmevov razmišljati o tem, kdo bi bil najprimernejši gost. Sam minister, kaj ga lahko vprašamo, kaj bo najbolj zanimivo, morda tisti, ki ga dobro poznajo, morda tisti, ki najbolje poznajo probleme v policiji in tako se potem oddaja nekako sestavlja skozi dan. Urednik je tak, ki potem tudi goste kliče, zdaj tukaj je tudi cela vrsta težav, ljudje pač niso vedno pripravljeni ali pa ne morejo priti zvečer, mi pa si ravno tega gosta želimo, te so tukaj tehnične težave, včasih vidite, zlasti med covidom je to bilo, ne, lahko vidite, ker so ekipe grejo na teren in potem goste snimamo zunaj v kakšnem mrazu, na dežju, avtomobili vozijo ali cerkveni zvonovi zvonijo, skratka. Predvsem tudi improvizacija je pri tem, ne, pač želimo dobiti najboljše od najboljšega. Za voditelje je pa predvsem naloga ta, da se dobro pripravi. Zato, ker je zelo mogoče, da bo v eni oddaji pogovor o, sem prej omenila, problemi v zdravstvu, ne vem, čakalne vrste v zdravstvu, kriza na Tajvanu, ne vem, begunska kriza potres v Turčiji, mislim 3-4 zelo zahtevne teme, pri katerem smo voditelji praviloma toliko zahtevni do sebe, kot moramo biti zaradi gledalcev, ki nas gledajo, ker gledalci pa ne odpustijo površnosti. Torej, priprava je timsko delo. Timsko delo, ja. Kaj pa, če se, na primer, ti kot voditeljica ne strinjaš z mnenjem urednika, da se v oddajo povabi nekega gosta? Prihaja do teh konfliktov? Prihaja, ja. Dejstvo je, da vendarle v tej strukturi ima zadnjo besedo uredniški odbor, ne. Tako da tu voditelji… Odbor, torej tukaj je vpeta več tudi odgovorna odgovorni urednica? urednik dnevno informativnega programa in potem je še urednik oddaje. Zdaj, če stvari tečejo tako, kot je treba, če se strinjamo, da pač dogodek ta in gost ta, teče vse gladko, če pa ne, se pa tudi zapletejo. Ali je teh konfliktov več zdaj, ko informativni program Televizije Slovenije, predvsem ta del javnega RTV-ja doživlja, milo rečeno, turbulentne razmere? Veliko poslušamo, beremo, spremljamo, da gre za razkroj informativnega programa, seveda deluje nek alternativni, še en informativni program znotraj javne televizije, množično se kadrira na, bom rekla, milo rečeno spet sumljive načine. Določene oddaje so bile seveda ukinjene. Je teh konfliktov zdaj več? Kako ti te razmere čutiš? Seveda nadaljevali bova z včerajšnjo odločitvijo Ustavnega sodišča, ampak najprej to. Torej je konfliktov več? Še to mogoče, poteka stavka, čeprav navzven ni tako močno opazna ali pa sploh ne. Stavka pa formalno še vedno poteka. Mogoče tukaj začnem, torej verjetno vsi poznate, pa ne bom zdaj, ker včasih je to videti kot naša neka interna zadeva, pa po mojem mnenju ni, ne, to je stvar
ki je zelo pomembna za družbo, ravno zaradi tega, kar smo govorili na začetku, ne, ker javni medij je pomemben, ne zato, ker sem zdaj jaz tam v službi, jaz sem tudi drugje v službi, ampak javni mediji, sploh v evropskem prostoru, so čedalje bolj pomembni. In zgodilo se je to, da je zakon, ki je bil sprejet leta 2006, omogočal politični večini v parlamentu, da imenuje, ker praktično vse programske svetnike imenuje parlament, po tem prejšnjem zakonu, da skratka imenuje člane programskega sveta, ki je najvišji organ in imenuje kompletno celo vodstvo RTV-ja, da je ene politične barve. Ne. To se od leta 2006 ni zgodilo, med strankami so bile nek gentleman's agreement, nek dogovor tihi, da pač je bila ta sestava vendarle pluralna. Ni bilo idealno, niso vsi razumeli, kakšen položaj pravzaprav zasedajo, niti ne vloga javnega servisa, ampak recimo, da so stvari tekle v skladu z nekim dogovorom. No, pred letom in pol, malo več, je pa takratna politična večina praktično skoraj vse programske svetnike, ki so jo takrat imenovala iz svojih vrst. Je prišlo do res velikega neravnotežja. Zakaj? Ne zaradi tega, ker je ta barva ali ta politika, zaradi tega, ker so ti člani programskega sveta razumeli, da je ključni problem televizije RTV-ja. RTV je seveda tako velik konglomerat, ne, ima radio, potem ima Maribor, Koper in tako naprej. Ne, samo informativni program televizije Slovenija, kjer sem jaz v službi, je bil zanje problem. In zakaj je bil problem? Ker je preveč politično zasukano levo. In tako so se potem tudi lotili reševanja tega problema pred letom in pol. Zdaj, nacionalna televizija ima veliko problemov. Veliko. Pogovarjali smo se o tem, da je treba tudi Odmeve prenoviti. Zagotovo, ne? Mi smo v enem čisto novem času. Jaz ne vem, kako bomo mlade ljudi prepričali, da nas gledajo ob 7 zvečer. Nešteto izzivov. Ampak to, da v bistvu je treba očistiti informativni program, da bo, ne vem, politično uravnotežen ali zasukan v eno drugo smer, je pa zagotovo nekaj, kar ni problem bil tega uredništva. No, in prva posledica je bila ta, da so bile tako rekoč čez noč uničene nekatere zelo ukinjene, se opravičujem, ukinjene oddaje, pomembne oddaje za nacionalni servis informativnega programa, se pravi Vemo Globus, potem Točka preloma, potem rubrika Politično, potem je še izginil Studio City. Skratka, cela vrsta oddaj je bila ukinjena praktično čez noč. In takrat se je zgodil nekaj nepredstavljivega za informativni program televizije Slovenija, ti ga tudi dobro poznaš, kjer smo precej, kjer ni bilo, bi rekla, v preteklosti neke velike enotnosti v kolektivu, iz različnih razlogov, zato ker pač popravljamo različne posle, smo veliko na terenu, imamo različne redakcije, no tokrat je pa cela redakcija, to je mislim, da 138 ljudi stopilo skupaj, prvič v zgodovini, potem sem jaz zelo dolgo že v novinarstvu. In ne zaradi tega, ker bi bili levi, ne zato, ker bi bili desni, ne zato, ker bi bili ne vem kjere barve, ampak zato, ker smo rekli, to ni prav, ne, to ni prav, ne. Mislim, ali pa če že, ne, saj spremembe, nihče ne sme nasprotovati spremembe so pač nujne v življenju, ampak nam lahko kdo razloži, zakaj? Zakaj ne imeti oddajo o zunanji politiki na nacionalni televiziji? No, sicer Globus se je zdaj vrnil. Se je zdaj vrnil kot v krajši obliki po letu in pol skoraj. Zakaj ne imeti gospodarsko oddajo? Oddajo, ki govori o gospodarskih trendih, o dosežkih tudi naših podjetij in tako naprej. Zakaj ne imeti oddajo s politično analizo? Zakaj? Ne? Zakaj ukiniti Studio City, ki je nastal pred letom 90, to oddaja z eno najdaljšo tradicijo v nacionalni televiziji. No in tako je prišlo v bistvu spontano oziroma iz te neke stiske do res velike enotnosti uredništva in ker so se zadeve samo zaostrovale, je potem sindikat marca napovedal stavko. Potem pa seveda smo mi razmišljali, kaj narediti. Ne? Tudi javnost se je tako odzvala, moram reči, gledalci so naredili točno to, kar gledalci nekako pričakuješ, ne? Ja, seveda, in so nas tudi oni nekateri, ali pa zelo veliko njih, pozivali k temu, da nekaj naredimo. Pač vi ste tisti, ki delate tam, vi ste tisti, ki lahko, ne? No, potem je bila precejšnja razprava znotraj sindikata in kolektivu, kako se odzvati, pri katerem smo segali od tega, da
ne vem, je črnina na ekranu, pa do tega, da smo mi kljub vsemu nacionalni servis, ki smo dolžni po zakonu zagotavljati vsaj osnovne informacije. In ravno iz tega razloga je potem prišlo do stavke, ki ni bila stavka te vrste, da bi bila črnina na ekranu. Pričemer moram povedati tudi to, da informativni program je 130 ljudi, na RTV je pa več kot 2200 ljudi. Mi smo en majčken delček, mi nismo tisti, ki lahko povzročimo črnino na ekranu, ne. Mi lahko ne delamo prispevkov, ampak to ni v skladu z konec koncev našo poslanstvom in dolžnostjo našega dela. Tako da ta stavka, ki je bila pač v nekih ciklih smo opozarjali, da se stvari še vedno niso izboljšale, se je takrat začela, lani marca, in še vedno ni končana. Kaj misliš, ali ljudje podpirajo vašo stavko? Oziroma našo stavko, saj tudi jaz sem del RTV-ja in seveda na strani vas. Jaz bi se tukaj oprla na, v bistvu na rezultat referenduma. Jaz mislim, da je rezultat referenduma pokazal, ne da podpirajo nas, ker to je seveda, tudi, mislim, bi rekla, nihče ni nenadomestljiv, ne gre za posamične novinarje, ne gre za posamične urednike, ne gre za posamične voditelje, gre za to, ali hočemo imeti javni servis, ki je pošten in verodostojen. In to mislim, da podpirajo. Ne mislim, sem prepričana. Je res, da so podatki gledanosti ta hip katastrofalni za informativne oddaje? In so tudi kot taki dober pokazatelj tega, kaj se dogaja? Moram povedati, da jaz tega dostopa, oziroma mi tega dostopa do podatkov, da bi lahko z neko verodostojnostjo trdila, nimam. Iz tega, kar smo izvedeli, pa ja, podatki kažejo, da gledanost pada, ne televizije kot tudi televizije kot celotna, predvsem v tem prime timeu, mi rečemo, v tem osrednjem informativnem pasu. Zdaj, od včeraj je popolnoma jasno, kaj je odločilo Ustavno sodišče. Skratka, Ustavno sodišče je začasno zadržalo novelo zakona o RTV-ju, zadržalo konstituiranje novih organov vodenja, kar pomeni, da sprememb za zdaj še ne bo. Ni jasno, ali in kaj se bo zgodilo, ali bo Ustavno sodišče sploh ugotovilo, da je ta novela v nasprotju z Ustavo. Seveda, kaj to pomeni za informativni program Televizije Slovenija? Zdaj so pobude, pa tudi to ni jasno, ali bo Ustavno sodišče zdaj prednostno obravnavalo to novelo. Ta čas pa seveda program teče. Kaj se dogaja ta hip, ali lahko iz prve roke poveš, kaj se dogaja ta hip? Ja, za nas to pomeni, da to zamrznjeno stanje, v katerem smo, se pač nadaljuje za nedoločen čas. Ne vemo do kdaj, ne vemo kako bo. Mislim, ta odločitev je, če zdaj pa govorim izključno stališča, ne kot pravnica, ker nisem pravnica in ne poznam vseh, bi rekla, detajlov te odločitve in razlogov za tako odločitev, ampak za nas pomeni zamrznjeno stanje. Ostane tako, kot je, do nadaljnjega. Seveda je pa tudi bistveno vprašanje, bo nov zakon, če bo seveda potrjen, če ga Ustavno sodišče ne bo nekako razveljavilo, ali bo nov zakon sploh rešil javno RTV. Zdaj pravnik, tudi nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič se je oglasil včeraj. To mi je bilo zanimivo, kar je zapisal. Tokrat gre prvič za dosleden poskus depolitizacije. Torej, on je na strani tega novega zakona, ki bo urejal razmere na RTV-ju. Torej, ko bo zaživel nov zakon o RTV-ju, to naj bi pomenilo, da bi RTV res začel delovati v interesu javnosti. Kaj misliš ti? Veliko se tudi pogovarjamo, vsi skupaj o tem, pričakovanja so različna. Bo nov zakon upravičil naša pričakovanja? In seveda v prvi vrsti pričakovanja javnosti. Ja, to je ključno, ne. Zdaj, treba je povedati, mogoče spet, da se malo vrnem nazaj, ne. Torej, ta sporni prejšnji še očitno do neke mere neveljavni, seveda ne, programski svet, po katerem je izvoljen, še vedno deluje. Ta je res odprl vrata na stežaj politiki, v smislu, da je vedno politična večina, ali pa v skladu s tem gentleman agreement, kot smo rekli, določal vodstvo hiše, se pravi vodenje hiše. Programski svet je zmeraj bil imenovan v parlamentu. Ta novi zakon
Jaz se zdaj ne spuščam v to, je v kakšnem delu protiustaven, ker resnično nisem pravnica, ampak ta novi zakon pa zapira vrata politiki. Ne? Seveda so pomisleki, ja, ampak politika ima tako velike apetite po medijih, zlasti po nacionalnem mediju, da bo prišla čez stranska vrata. Morda, ne? Ampak načeloma nihče več, niti en programski svetnik več ne bo izvoljen v parlamentu, ne? Ampak bodo druge organizacije v bistvu imenovale svoje predstavnike. Kaj ta eksperiment pomeni, mi ne vemo. Vemo pa, da preprečuje to, da bi dejansko ena, ta ali druga politična opcija prišla na velika vrata in začela čistiti po merilih politike. Postopki imenovanja članov že potekajo, varuh človekovih pravic je že imenoval svojega predstavnika, pa informacijska pooblaščenka, tudi na RTV-ju potekajo volitve za predstavnike zaposlenih. Ustavno sodišče ni zadržalo teh postopkov, ti postopki tečejo, ampak do tistega končnega rezultata pa ne bo prišlo. Tako. Zdaj bomo imeli programski svet stari in programski svet novi in niti eden od njih ne bo deloval. Ja, tako da mislim, bomo se znašli v enem zelo, nikakor ne pridemo iz tega nekega vmesnega obdobja, kjer bi se stvari uredile, kar bi bilo za nas seveda ključno. Ne? Mogoče dodatek k temu, kar si prej vprašala. Sicer pa ta zakon ne rešuje RTV, zagotovo ne na dolge proge, zato ker se sploh ne loteva vprašanja financiranja, recimo, ki je zelo pomembno, prihodnosti in tako naprej. To je nek umestni zakon, ki naj bi se postavil kot nek tampon med temi pritiski politike in javnim medijem. Moje naslednje vprašanje zate je, zakaj sploh potrebujemo javni servis? Saj vse informacije dobimo na spletu, odpremo internet in te informacije skratka nas dobesedno bombardirajo. Zdaj, ob tem je bila pa meni osebno zelo všeč ilustracija Marka Milosavljevića, predstojnika oddelka za komunikologijo na Fakulteti za družbene vede, ki je opozoril na primer na to, v 30 letih trga nismo dobili nobene radijske postaje, ki bi vrtela jazz glasbo, ki bi vrtela klasično glasbo, etno, zborovsko glasbo, skratka to počne samo nacionalni radio. Jaz pač velikokrat govorim o radiju, ker pač prihajam iz radija. Velja enako, televizija in radio velja enako. Ne? Zakaj rabimo javni servis? Zakaj potrebujemo dopisnike, ki so zelo velik strošek? Zakaj? Saj imamo vse na internetu. Natančno zaradi tega si v bistvu odgovorila. Zato, ker, mogoče, da še kaj dodaš, še kaj nadgradiš. Noben komercialni medij ne bo delal programa za manjšine. Noben komercialni medij, nikoli. Ne bo delal programa za, ne vem, posebej za otroke, posebej za te in te skupine, za hendikepirane, za naše zdomce. Tega noben komercialni medij ne bo delal. Komercialni medij bo delal projekte, ki bodo prinašali denar. Ne? In če hoče, zdaj, ves čas se govori o informativnem programu, ampak nacionalni medij je toliko več, tako zelo veliko več, da je prav krivično do vseh teh programov in vsebin, ki jih pripravlja nacionalni medij, da v bistvu se kar naprej ukvarjamo s tem, koliko katerega politika vidimo v dnevniku ali pa v Odmevih. Ne? To je prav žaljivo. Ne? Ja, se pa kopja lomijo prav v tem delu, v informativnem programu. Ja. Kvalitetna zabava, kvalitetna glasba, mislim, radio, jaz sem, kot veš, jaz sem zelo, če se ne bi stvari tako napletle, bi mi bil radio najbližje, ker je tako hiter, ne? Včasih je bil to najhitrejši medij, zdaj ga internet prihitev. Radio vrti kvalitetno slovensko glasbo, te glasbe ne slišiš nikjer, ne? Naprimer, tudi za mlade, ki pravijo, da ne poslušajo več klasičnih medijev. To preprosto ne drži. Vse skupine, ki niso komercialno zanimive, ki ne prinašajo denarja, so pa strašno pomemben del te družbe, ne? In jih ne smemo zanemariti. Tudi informacije ne nazadnje, to sem pa na začetku govorila. Mi laži preprosto ne smemo objavljati, ne smemo, ne? Se pravi, ali pa nepreverjenih informacij. Ne? Jaz ne trdim, da drugi mediji to počnejo, ampak na internetu vemo, da pa res tudi v ploščati zemlji lahko vidimo znanstvene članke v narekovaji. Torej, potrebujemo javni RTV servis. Mislim, da potrebujemo še bolj. Ne? Omenila si dopisnike. Ne? Kako mi lahko razumemo dogajanje v nekih prestolnicah evropskih, svetovnih, če tam ni človeka, ki to vidi na lastne oči. Ne? Jaz sem novinar, ker sem pristaš tega, da novinar ne more poročati o stvarih, ki jih ne vidi. Jaz sem zelo terenski novinar, celo življenje bila. In v bistvu še bolj je pomembno, ne? Ker kaj se dogaja?
mediji v tujini tudi varčujejo in ne vem, vsi mediji po svetu dobivajo posnetke samo iz enega vira. Ne? Se pravi, čeprav se nam zdi, da vemo več, v resnici vemo manj. Ne? Če bo, torej ukinjanje dopisnikov je bilo tudi po drugih medijih en prvih ukrepov, ker so res dragi. Ampak to je pomembna dodana vrednost za to, da vemo, v kakšnem svetu živimo in kaj se okrog nas dogaja. Mogoče tudi to dejstvo, da javni RTV servis ima tudi dopisnike po Sloveniji, tudi lokalne Izredno novice. pomembno. Seveda so zelo pomembne. Moja prejšnja gostja je bila Suzana Lovec iz portala N1 in ravno to sem jo pobarala, zakaj N1 ne prinaša lokalnih informacij. In potem je nekdo iz publike dejal tudi, da pogreša kulturo. Skratka, ni imela odgovora na to vprašanje, rekla, ja, mogoče razmišljamo, ampak ja, mogoče gre ravno za to, tudi tega servisa lokalnih novic. Absolutno. Drugi mediji nimajo. Absolutno. Tudi ko gre za šport, tudi ko gre za zabavo, ne? Tudi ko gre, ker smo imeli že tudi glasbo domača, ne samo tisto, ki jo ljudje masovno poslušajo, ne? Ampak kvalitetno glasbo, klasično, zabavno, katerokoli. Lokalne novice, noben medij v Sloveniji nima tako razvejene mreže lokalnih dopisnikov, kot ga imata radio in televizija Slovenija. Skratka, mi smo povsod. Jaz ne vem, mislim, ne more me prepričati po vseh teh mojih dolgoletnih izkušnjah, kdorkoli, da bi lahko družba, kot je slovenska, ne, kjer je pa še jezik, ker namreč posebej radio goji kulturo jezika. Ne. To, kar je recimo nas zmotilo zdaj v tem zadnjem letu, je, da so prihajali ljudje, ki niso imeli osnovne izobrazbe. Za novinarja na televiziji, sploh pa na Radiu Slovenija, je potrebno najmanj 1 leto šolanja govora. Ne? To ni malo. Ne? Potem nastopanja in ko ti to vse, ker nastaja to že tudi problem zaradi te velike količine komercialnih medijev, ampak ko ti te nivoje, kako bi temu rekla, spustiš, te registre spustiš in je dovoljeno vse, potem v bistvu škoduješ celotnim medijskem prostoru. Javni RTV servis, torej da. Kaj pa časopisi? Ali sploh še potrebujemo časopise, kot so Delo, Dnevnik, Večer? Ti si bila tudi novinarka pri časopisu Republika. Republika, Žurnal in Delo. Ja, torej imaš bogate izkušnje tudi iz tega področja. Jaz se spomnim enega podatka, pa ne vem, ali je bilo to 20, mogoče celo 30 let nazaj, ko so Delo tiskali v 115.000 izvodih, pa sem prejšnji mesec zasledila podatek, da so tiskali Delo v 17.000 izvodih. Skratka, te naklade so se ne samo razpolovile, v glavnem sesule so se dobesedno na tla in velika kriza je, tudi novinarji so v strahu pred odpuščanjem, dogajalo se je v Delu, na Delu, dogaja se v Večeru, skratka, turbulentno stanje tudi pri časopisih. Tvoj komentar, kaj se dogaja? Potrebujemo, ne potrebujemo več teh časopisov, ali kako je zdaj s tem? Ja, jaz sem že rekla pred leti, ne, da novinarstvo seveda bo preživelo. Ne, predvsem jaz sem prepričana to, da bo recimo preiskovalno novinarstvo, da je velika prihodnost, zaradi tega, ker je laži v družbi kroži tako zelo veliko, da se odpira prostor, kar se novinarstva tiče, točno za to, preverjanje dejstev. Ne? In recimo mediji, tuji mediji imajo po vsakem predvolilnem soočenju s tako imenovani fact check, rečejo, ne? In grejo pogledati, kolikrat se je politik zlagal. Ne? Pa ne samo politiki, zdaj da ne bomo tukaj krivični, ne? Ampak v javnem prostoru kroži neznosno količina laži in tle je neka prihodnost novinarstva. Skratka, novinarstvo bo preživelo, a bodo preživeli mediji, pa ni nujno. Ne? To so zasebni mediji, imajo svoje lastnike in mora že slovenski mediji, ti osrednji so imeli res precejšno smolo z lastniki, ki sicer so medije kupovali, niso pa natančno vedeli, zakaj ti mediji pravzaprav so potrebni oziroma so jih bolj videli kot sredstvo za propagando. Propaganda je pa druga stran. Ne? Če smo mi na enem bregu reke, je propaganda popolnoma nasprotje. Ne? Se pravi, funkcijo medija niso čisto dobro razumeli, niso razumeli, da prehajamo v novo dobo, da v bistvu smo mi zdaj iz analogne prestopili v digitalno, medtem so se že dogajali masovno odpuščanje tudi recimo v Združenih državah Amerike, klasični mediji so se selili na internet,
No, ker naši lastniki niso bili strateški lastniki, ne, da bi o tem sploh kaj veliko vedeli ali pa da bi jih to posebej zanimalo, so tudi ta vlak v precejšnji meri zamudili. In vse to, kar se zdaj dogaja, je posledica tudi te zamude in te velike krize, v katero so padli naši mediji. Ne. Je pa tako, vsebine se berejo in krožijo, ampak ne več tako, da greš do kioska in kupiš časopis. To pa ne. Tudi jaz moram reči, da na iPadu berem zjutraj pa zvečer jutrišnje časopise. Saj tudi kioskov skoraj ni več. Pa tudi kioskov ni več, ja. Kaj je zate novinarska profesionalnost, uravnoteženost? Ali to pomeni, da je na primer ob vsaki aktualnosti potrebno slišati mnenje levega, pa mnenje desnega politika, ti si v teh notranje političnih vodah? Kaj je ta uravnoteženost, ta famozna uravnoteženost, profesionalnost? Ja, to sta v bistvu dve različni stvari. Ne? Profesionalnost je, da se držiš pravil svojega poklica. To pomeni to, kar smo prej govorili. Ne? Da preverjaš in tukaj se pa že malo navezuje na to zelo glasno uravnoteženost, ne? Da soočiš na najrazličnejša mnenja, ampak relevantna. Ne? Ta poenostavljanje, da ko mi smo včasih rekli, pa res ni mišljeno osebno, ne? Da ko imamo levega razbojnika, moramo imeti še desnega razbojnika. Mislim, to poenostavljanje, ne? Naj pridejo v studio ljudje, ki imajo o tem neko znanje in ki imajo o tem kaj povedati. In narobe je, da zapiraš vrata komurkoli, ali pa rečeš, ne, jaz se pa z njim ne strinjam in ne bo prišel zvečer v Odmeve, zato ker jaz mislim drugače. To je napaka profesionalna velika. Ampak ne pomeni pa, da moraš ti avtomatično, zato ker si tega, imeti še tega. Ne? To tudi nima nobene zveze z, to je ta znamenita dilema, ne? Če ste mogoče, če koga to zanima, o tem se je veliko govorilo, zlasti tudi v času covida, da imaš na eni strani doktorja znanosti in na drugi strani imaš, ne vem, nekoga, ki recimo, ne vem, se ukvarja z, kaj pa vem, Misliš tukaj na nasprotnika cepljenja? Niti nisem mislil tukaj na nasprotnike cepljenja, ampak recimo nekdo, ki je prebral na Facebooku, da je nekaj, ne, ima tudi relevantno mnenje, ampak ne moreš ga soočiti z nekom, ki ima pa recimo znanje o tem, ne, oziroma tvoja dolžnost je, da v bistvu rangiraš pač, bi rekla, znanje, vedenje, podatke, na drugi strani pa recimo samo dileme ali pa strahove. To me zanima, odkot se ti informiraš? Rekla si, spremljaš časopise, ampak prek pametnih naprav, torej ta papir ne šelesti več v rokah. Veš, kot da časopis odpiram. Še vedno, jaz ne berem novice tako, ampak še vedno po starem, ne, preberem prva stran, druga stran, tretja stran. Listam po časopisu. Velikokrat smo se novinarji pogovarjali o tem, kdo ima res dobre informacije, dobre kontakte s politiki, ima kakšne žvižgače, kje v kakšnih okoljih. Odkot ti jemlješ te informacije, ki jih potem uporabljaš pri svojem delu? Ja, jaz že zelo dolgo se ukvarjam z, pač seveda sem novinarka in zelo dolgo že pokrivam tudi politiko in ne zelo veliko ljudi poznam. Tako da, kar se virov tiče, pri čemer sem jaz zdaj, nisem več terenska novinarka, ampak že bolj komentiram, se pravi, lahko delaš neke analize, primerjave, lahko razmišljaš o tem, kaj to pomeni in do česa bo to privedlo. Zdaj se ukvarjam s tem bolj kot pa z hojo po terenu, z delom po terenu. Moram pa povedati, ne, da me je strašno, kot tudi politično novinarko, to žalilo, ker politiki vse vemo, ne? Ampak seveda z razmahom družbenih omrežij so vsi postali politični analitiki. Ne? In jaz sem veliko bila na terenu z kolegi novinarji, ki so strašno, večina njih, bi rekla, strašno skrbni, delovni, prizadevni, mislim, njim težko iti. Sestavlja se koalicija, sestanek je ob 9 zvečer v eni gostilni, tam skriti, ne, njim ni težko se usesti v avto ali pa na kolo, pa se s fotoaparatom peljati, da bo imel novico. Ne. To so zelo, ker novinarstvo je pač malo tak poklic, da ne gleda na urnik, pa ne gleda na čas. Ne. In njih pa pravzaprav v bistvu nihče nič ni vprašal, nasprotno, politiki v njih pišejo, vseh nas pišejo po družbenih omrežjih, da smo, ne vem,
lažemo, ne vem kaj. In to je mene do te mere ziritiralo, zato ker v bistvu je prvič krivično, drugič je pa na dolge proge zelo škodljivo za javni prostor. Ne? Ker če zdaj novinar, ki hodi po terenu in sprašuje, daje mikrofon, fotografira, zbira dokaze, je lažnivec, ja, mislim, komu bomo verjeli, ne? Komu bomo verjeli? Propagandi te in te stranke. Ne? Zato gre. Če ti diskreditiraš novinarje, boš pač dobival vire iz določenih kabinetov. No, in to me je tako razjezilo, da sva s kolegom Alešem Kocjanom se dogovorila, da bo pripravila podcast o politiki, Umetnost možnega se imenuje, kjer vabiva izključno kolege novinarje. In moram reči, da so še boljši, kot sem jaz se pravzaprav iz teh terenskih dogodkov spominjam. Poznajo vsa ozadja, vejo stvari, ki v bistvu jih tudi politiki hočejo skriti. Ne? In tako, to mi je eno tako malo zadoščenje. In predvsem pa dokaže to, da vse te insinuacije, kako je to ena tolpa, ne vem, levih, desnih, ne drži. Ne? No, bila si občasno tudi kritizirana strani res desnih medijev, kar povejva naravnost. Ali so te kritike zelo prizadele? Mislim, prizadenejo te laži. Ne? Zdaj, zelo je odvisno tudi, kje delaš, da jaz sem tarča kritik že 30 let, ampak recimo, če delaš na televiziji, si pa prav, bi rekla, javna ne vem, tabla, v katero mečeš pljunke včasih. Ne? Mislim, meni se je dogajalo, da sem sploh, ko so razmere v državi postale bolj napete, veliko je bilo te sovražnosti do teh in onih politikov in je že, če je nekdo prišel kot gost, ljudi tako do te mere vznemirilo, da sem jaz recimo, smo v takem nekem medprostoru, imamo pisarne, potem imamo pa dvojne stopnice do studija. No in ko sem jaz po teh dvojnih stopnicah prišla dol, je bilo po 200 smrđaljivih tweetov o meni, zakaj, nekateri dejansko prihajajo organizirano, ne, tega je zelo veliko, z določenih političnih strank nasprotnih, nekateri pa tudi, ker jih je ta gost iritiral, ne, zakaj je ta človek sploh prišel. Ne. In ta gnev je ves padal po meni in je bilo, je boli, no. Boli do neke mere, zato ker recimo moj sin je prišel domov in je rekel, na tem Twitterju je pa res grozno in sam laže. Nič ni rekel tako, ampak sem videla, da je videl, ne, je bral. Ne. Brat kar naprej o tvojem družinskem članu leži, je prvič seveda ti omaja ogled, drugič pa prizadene tudi tebe in ljudi, ki so ti blizu. Ne. Torej spremljaš družbena omrežja, Facebook, Twitter, Instagram. Eno vprašanje imam samo zate. kolikor moram. Seveda tudi naše novinarsko delo je zdaj drugačno, kot je bilo pred 20-30 leti, ko teh družbenih medijev še ni bilo. Zdaj tudi ti pogosto poročaš, kaj je na primer opozicijski prvak sporočil prek Twitterja. A si kdaj pomislila, ali bi lahko na primer javni servis si dovolil oziroma šel v to pozicijo, da ne bi objavljal informacije z Twitterja? Kaj misliš, je to sploh mogoče? To debato smo imeli tudi v Društvu novinarjev že leta nazaj, no medtem je šla zadeva svojo pot in zdaj jo je pa res že težko ustaviti. Namreč kaj se je zgodilo ravno v mandatu prejšnje vlade, ne? Ta ni komunicirala oziroma je praviloma komunicirala z mediji po Twitterju. Se pravi, če je včasih, res so bile tudi izjemne razmere, epidemija in tako naprej, ampak če je včasih bila neka seja, kjer je vlada sprejela 5-10 pomembnih ukrepov, potem bila tiskovna konferenca, na tiskovni konferenci je prišel minister, je razložil te ukrepe, je zdaj v bistvu nobene tiskovne konference ni bilo, ne, nekaj tudi zaradi epidemije, ampak smo novinarji morali počakati, kaj so sporočili po Twitterju. Zakaj smo morali počakati, zakaj nismo ignorirali, ker je bilo pomembno za ljudi. Ne? Ker zelo pogosto so bile, ne vem, seje zvečer, tam so sprejeli od jutri naprej so odprte, ne vem, enkrat se spomnimo, 10:30 zvečer galerije, mislim, nišče tega ni vedel, ne lastniki galerij, ne mi, mislim, hočem povedati, da ko začnejo odločevalci o stvareh, ki so pomembne za ljudi, poročati samo preko družbenih medijev, potem pač smo tudi mi prisiljeni temu slediti.
Drugo pa je, ali objavljamo njihove žaljivke, laži. Tukaj pa bi bila jaz zelo konzervativna, ne? In ne bi tega objavljala. Ta vlada se mi zdi se manj poslužuje Twitterja in ostalih Ta vlada sploh ni na družbenih platform. Twitterju, ne, vlada je na Twitterju, predsednik vlade ni na Twitterju, je pa res, da so tudi razmere drugačne, to je tudi treba reči, ne, zdaj se vračajo te običajne tiskovne konference in tako naprej, ne, tako da je manj te komunikacije, vendar tudi, ne, recimo, ko je prišlo prejšnji teden do protestov gasilcev, ne, se je obrambni minister odzval, sem videla na Facebooku, ne, to je pač, tako je, ne, tukaj mislim, da ne moremo več korak nazaj. Ne. Mislim, družbena omrežja za politike, samo to še pa končam, so strašno hvaležna, zato ker novinarji so naporni. Ne. Se pravi, politik pride, pove, ali pa ne vem, nekdo, ki je pomemben, pride, pove neko za njega pomembno stvar in potem ga novinar začne biti zoprn in ga sprašuje nekaj, kar mu podre to zgodbo. Ne. Družbena omrežja tega filtra nimajo. Ne. Napišeš, kar pa je in nikogar nekaj bi ti ugovarjal. Ne. Zato jih tako radi uporabljajo. Ne. In vsi smo lahko politični komentatorji, Vsi. tako notranje kot zunanje Vsi. politični. Seveda, mediji smo, se mi zdi, v tem času postavljeni v pozicijo, ko je kar naprej pomembna oblika, pa me zanima, če se ti strinjaš s tem. Naprimer, tudi radio imamo zdaj v sliki in ves čas moramo biti na teh platformah, ves čas moramo biti klikani, všečkani. Skratka, to velja, kar priznajmo si, tudi za javno RTV. Zdi se, da je v ospredju bolj forma, ne pa novinarska vsebina. Ne vedno, ampak pogosto. Kako ti razmišljaš? Ja, definitivno je ta nevarnost obstaja. Jaz sicer tukaj nisem toliko, bi rekla, zaskrbljena. Jaz celo mislim nasprotno, ne, da mi, klasični mediji, zdaj, ali ne gre za časopise, radio ali za televizijo, bomo morali najti pot tudi do mlajših, ki tega več praktično ne uporabljajo, ne gledajo več televizije v, ko rečemo mi, real time, torej v dejanskem času, ampak si pogledajo, še mi ne, si zavrtimo včasih oddaje, ki nas zanimajo za nazaj. Skratka, moramo se prilagajati času in s tem ni nič narobe. Je pa dejansko vsa ta kriza, o kateri smo govorili, se pravi, vse to dogajanje v medijih, vseh medijih slovenskih, teh tradicionalnih medijih, pripeljalo do tega, in to pa mene zelo skrbi, da v bistvu nekako ni bilo več prostora za nove novinarske sile, ne, za mlade ljudi, ki v bistvu bodo zdaj prišli in zdaj se morajo v bistvu učiti za nove urednike, za voditelje, za novinarje, za terenske novinarje, dopisnike. Jaz tukaj vidim eno gromozansko praznino, ki pa me zelo skrbi. Ta me pa res zelo skrbi, zato ker v bistvu varčevati na tem, da boš v bistvu obnavljal kolektiv z mladimi ljudmi, spuščati, odpirati vrata, to je pa za nek poklic pravzaprav smrt. Ne. Kakšni bodo izzivi novinarstva čez 10 let, poleg tega, kar si zdaj omenila? Joj, se ti ne zdi, da se tako hitro stvari spreminjajo? Jaz sploh ne upam napovedovati za toliko časa naprej. Jaz mislim, da novinarstvo bo ostalo enako. Ne? Mislim, ti dobro veš, ne? Si ravno tako dolgoletna novinarka. Ne? Novinarstvo ima svoja pravila, jih imel 30 let nazaj in zdaj so enaka. Ne? Ne? Vsi hočemo, dobro, dnevno novinarstvo tudi tekmujemo, kdo bo prvi, ne? To moram povedati, ne? Ampak sicer pa, prav, da boš imel prvi informacijo, da boš imel ekskluzivno informacijo, da boš imel točno informacijo, da boš, to je zelo pomembno za novinarstvo, mogoče prej niti nisem to omenila, da tvoje delo ima nek učinek. Ne? Recimo pri nas, Kaj to pomeni učinek? ne vem, novinarji, ki ima največje zadoščenje, je, pa ne samo to, razkrivamo kriminal, ampak ne vem, opozorimo na neko skupino, na nekega človeka, na njegovo stisko, na njegovo krivico. Ne? In potem dosežemo, da se nekaj spremeni. Mislim, večjega zadoščenja za novinarja, po mojem mnenju, ni. In ne verjamem, da bo čez 10 let kaj dosti drugače. Ampak izzivov je, če pogledamo okrog, zelo veliko. Zdravstvo, sodstvo, skratka, tudi teh krivic je ogromno. Skratka, Absolutno. teme so pred nami. Absolutno, čedalje več, ja. Še eno misel imam za konec. Ahmed Burić, novinar, kolumnist, publicist, bil je tudi urednik največjega dnevnega časopisa v Bosni in Hercegovini, Oslobođenje, je povedal tole, pa kar sem prej omenjala, jazz, ga bom zdaj spet. Resni mediji bodo postali kot jazz, nekaj samo za ljubitelje, preostalo pa bodo zapolnili
resničnostni šovi? Ja, mislim, upam, da ni tako, je pa zelo verjetno, da bo tako, oziroma da smo, bi rekla, do polovice že v tem novem krasnem svetu. In kaj bi prav zato položila vsem na srce, vsem, ki spremljajo ta medijski svet, spremljajo novice, to pa smo prav vsi, skratka poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, bralci, bralke. Kaj bi položila Ja, ljudem jaz mislim, da na je treba srce? biti zahteven. Ne. Jaz mislim, da je treba biti zahteven. Ko delamo narobe, je treba to jasno povedati. Ko delajo z nami narobe, je treba tudi jasno povedati. Ne. Treba zahtevati več, ne, boljše informacije. To, kar zdaj dobimo vsi, ne, to ni to, kar si zaslužimo. Ne. Jaz bi mislim, da je treba biti zahteven, ne z vsakim, zelo grda beseda, ne slovenska, poflom, skratka ne z vsako hitro novico po hitri pošti biti zadovoljni, ne, zahtevati več. Jaz mislim, da je to. Razložite nam, pojasnite nam, dokažite nam to. Mislim, da če bodo gledalci, poslušalci, bralci zahtevni, bomo tudi mi delali bolje in tudi odločevalci ne bodo mogli pometati z nami. Torej, ljudje naj bodo aktivni državljani, ampak aktivni državljani so lahko tudi o podpori javnega servisa. Je tako? Absolutno. Skratka, krog je sklenjen. Tako. Hvala lepa za odgovore na moje vprašanje.